Potem pa en lep pozdrav, dragi udeleženci webinarja, zavzetost zaposlenih in strategije za zadrževanje dobrih kadrov. Dobrodošlica seveda tudi današnjim gostom. Prepričana sem, da že vsi nestrpno čakamo, kaj bodo danes delili z nami. Moje ime je Barbara Podlogar, sem direktorica marketinga in prodaje na Agilconu in danes bova skupaj s sodelavko Korano skrbeli za to, da se boste v naši družbi počutili dobro. Korana, kaj lahko danes udeleženci webinarja pričakujejo? Hvala, Barbara. Lep pozdrav vsem tudi iz moje strani. Sem Korana Leljak, Agilconov Customer Success Manager in danes nas zagotovo čaka zanimiva debata. Verjamem, da dogodke sokreirajo tako udeleženci kot tudi predavatelji, zato se veselimo vaših vprašanj. Tudi mi bomo imeli kakšno vprašanje za vas. K sodelovanju v kratkih anketah vas bomo povabili kar med dogodkom. Vabljeni, da z vami delite vaše mnenje. Vprašanja lahko kadarkoli vpišete v Q&A sekcijo, na njih bomo odgovarjali sproti ali potem na koncu dogodka. Morda en namig, smiselno si je kakšno sporočilo, misel, ki vam bo še posebej všeč, zapisati. Za vas imamo namreč pripravljeno tudi nagradno igro, kaj več o tem pa razkrijemo ob zaključku. Barbara? Super, hvala Korana, sedaj pa jaz mislim, da je že skrajni čas, da se vrnemo nazaj k našim gostom. Z nami so danes doktorica Vesna Vuk Godina, Nina Potisek in Marko Perme. In dovolite mi, da jih čisto na kratko predstavim, potem pa zagrizemo v današnjo temo. Vesna Vuk Godina je doktorica socioloških znanosti in predavateljica socialne in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Mariboru in na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Je tudi kolumnistka in znana po neusmiljeni in včasih kontroverzni kritiki Slovencev. Zaradi njenih trdnih stališč je, kot pravi, tudi sama oseba, ki jo nekateri obožujejo, drugi pa ne prenesejo. Vesna, dobrodošla v naši družbi. Ja, lep pozdrav z moje strani vsem. Nina Potisek je izkušena pravnica in kadrovnica. Danes deluje kot strateška svetovalka v podjetju Competo, ki se ukvarja z iskanjem in selekcijo ter razvojem kadrov in organizacij. Kot zagovorniki strasti pri delu je podjetje usmerjeno v zagotavljanje popolnega ujemanja med podjetji in kandidati ter v ustvarjanje odličnih zaposlitvenih izkušenj. Pred Competom pa je bila ena ključnih ljudi v Petrolu, kjer je imela vlogo direktorice sektorjev, procesna podpora in ravnanje s človeškimi viri. Nina, veseli smo danes vaše družbe. Hvala, lepo pozdravljeni. Marko Perme je soustanovitelj in direktor hitro rastočega podjetja Agilcon, ki se ukvarja z rešitvami v oblaku in tako svetuje na področjih upravljanja zaposlenimi, strankami in procesi v podjetjih. Je človek, ki ve zelo veliko o digitalizaciji in s tem povezanimi spremembami. Danes zaposluje 60 inženirk, inženirjev, projektnih vodij, svetovalk in svetovalcev. Zanimivo pa je morda dejstvo, da je kot IT-jevec odličen vodja, ki je uspel v svojem podjetju ustvariti kulturo učenja in sodelovanja. Zgleduje se po najbolj uspešnih podjetjih, s katerimi tudi sodeluje. Marko, se že veseliš današnjega pogovora? Ja, sem skoraj malo treme, da bi vzela tej predstavitvi, tako da. Mislim, da bo vse teklo tako, kot more in da bodo naši udeleženci danes tudi še obogatili vse tole z dodatnimi vprašanji, tako kot je Korana napovedala. Sedaj pa jaz mislim, da je čas, da se posvetimo današnji temi. Tema o zavzetosti zaposlenih ni nova tema, je pa vsekakor še vedno zelo aktualna tema. Kajti številke nekako kažejo, da ji v resnici še vedno nismo kos. Veliko raziskav dokazuje, da organizacije z visoko zavzetnimi sodelavci beležijo veliko večje prihodke in pa dobiček v primerjavi s podjetji, kjer je stopnja zavzetosti nizka. Hkrati pa še vedno velja, da je le tretjina zaposlenih zavzetih. Nina, pa bi morda kar midve začeli, če se strinjate. Kaj je zavzetost zaposlenih? Kako je ta povezana s kulturo, klimo in vrednotami v podjetju?
Ja, hvala, Barbara. Zdaj, definicij zavzetosti je pravzaprav kar veliko, a ne? Vse pa na tak ali pa drugačen način poudarjajo, kako so zaposleni predani podjetju oziroma kako so tudi psihološko povezani s podjetjem. Verjetno je tukaj vsem najbolj poznana Galupova raziskava zavzetosti, ki loči 3 kategorije, a ne, zaposlenih, se pravi zavzete, tiste, ki naredijo nekaj več, ki so res močno povezani s podjetjem, pripravljeni narediti več, energični. Potem tista druga kategorija nezavzetih, ki jim pri Galupu pravijo včasih tudi road warriors, ROAD, a ne, kot retired on a duty, ki pridejo v službo, naredijo pač tisto, kar je nujno in nič več, in aktivno nezavzeti kot tisti, ki so nezadovoljni in to nezadovoljstvo v bistvu tudi izražajo, kažejo, ne cenijo dela zavzetih sodelavcev in v bistvu majčkeno stopijo tudi na bremzo, a ne. In morda nekoliko tako poenostavljeno rečeno, v bistvu nam zavzetost da informacijo o tem, kako zaposleni doživljajo svoje delo, svojo organizacijo, odnose v podjetju, a ne. In če izhajamo iz tega, potem seveda vemo, da je kultura za to, kako smo zavzeti, zelo, zelo, zelo pomembna. Ker kaj pa je kultura? Kultura je pa v bistvu skupek odnosov, navad, zapisanih, nezapisanih pravil, vrednot, se pravi tisto okolje, v katerem posameznik pri delu funkcionira, ne. In če ta kultura ne spodbuja, ne daje varnega okolja, ne spodbuja rasti posameznika, ne goji dobrih odnosov, potem zagotovo to ni kultura, v kateri bi bili lahko zaposleni zavzeti, a ne. In zadovoljstvo je pa načelno tudi v bistvu odraža, kako posamezniki občutijo okolje, samo gre bolj za to, pravzaprav, a so zadovoljni, kot v smislu, da jim je udobno, da se počutijo varne, in na to delodajalec lahko zelo neposredno vpliva. Z varnostjo zaposlitve, z višino plače, drugih bonitet, z skrbjo za zdravje, jabolki, zdravim sadjem in tako. Zavzetost je pa bistveno bolj kompleksna in je ogromno stvari, ki nanjo vpliva. Se pravi, ni potem nujno, ne, če so ljudje zavzeti oziroma če so ljudje zadovoljni, da so tudi zavzeti, a ne? Ne moremo iste enak. Ne nujno, tudi imam izkušnjo, morda če bo čez v njej tudi kaj več, v bistvu, ko je bila ekipa, moja ekipa zadovoljna, ne pa toliko zavzeta, no. Pa smo popravili. No, super, bomo potem še namenili mogoče nekaj trenutkov tudi za to. Marko, mogoče še vprašanje, kako pa v bistvu zdaj v tem času, ne? Vemo, da smo pač v nekih takih posebnih časih, ko je človeških stikov v bistvu bilo bistveno manj, tudi če smo bili v pisarnah, a ne, ali pa se v resnici celoten delovni proces in s tem v bistvu povezane tudi vse aktivnosti, ki se nekako nanašajo lahko tudi na zavzetost zaposlenih, preselile v digitalno obliko. Kaj je danes zaradi tudi epidemije drugače in ali lahko mogoče vidiš v prihodnost, kako bomo pa v prihodnje delali ali pa aktivirali svoje time, da bodo zavzeti? Ja, zdaj mogoče za začetek, ne, jaz sem bil še lansko leto takle čas, to se pravi začetek marca, če se spomnimo, tisti prvi lockdown se nam je zgodil 12. 13. marca, če se ne spomnim, ne. Je bil največji, kako bi rekel, kompromis, ki sem ga bil jaz kot vodja pripravljen sprejeti, to, da vsak zaposlen je lahko 1 ali pa 2 dneva na mesec doma, ker se mi je zdelo to s stališča zavzetosti, kulture, vrednot tako neraziskano polje, da enostavno, ne, da sem bil tako zelo pač z nekimi močnimi argumenti proti, ampak enostavno nekako se mi je zdelo tako nek tak izlet v neznano, ne. Saj vem, da to podjetja prakticirajo, ampak kaj se to zgodi, če celo podjetje pošlješ domov ali pa v bistvu totalno sprostiš pravila, nisem vedel, ne. Skratka, to je bila neka velika zmaga, mi smo tako mogoče malo kot anekdota 3 dni pred lockdownom slovesno objavili celemu podjetju, da zdaj so pa lahko 2 do 3 dneva na mesec doma. A ne? Skratka, okej, potem se je zgodilo, kar se je zgodilo. Zdaj, če zdaj malo gledam tako tudi naprej, ali pa kje smo, ne, mogoče zdaj to malo kontroverzno, no, ampak obstajajo neke take online skupnosti, ne, kjer lahko opazujemo veliko mero zavzetosti, že danes pa so popolnoma online, ne.
Zdaj, marskatere so take, da so kontroverzne, ne? Recimo bom dal tak primer, velike nekih teorij zarot, to so zelo zavzeti ljudje v tisto, v kar verjamejo, ne? In so popolnoma digitalno v bistvu se srečali s temi teorijami, a ne? In dejansko imajo nekako tako materializirajo vsake toliko časa na kakšnem shodu, ampak to je vse skupaj zelo digitalno, ne? Ampak so tudi zelo pozitivni primeri, recimo pač razna interesna druženja, kjer so ljudje pripravljeni vse, ne, mislim, včasih, ne vem, življenja za neko idejo, ki so jo nekako posvojili popolnoma online. Zdaj, a lahko tukaj podjetja, ne, iz tega se kaj naučimo, ne v smislu manipulacije, absolutno ne, ampak v smislu tega, da pogruntamo, kaj pa je tisto, kar zares ljudem dvigne to zavzetost na tak nivo, da so pripravljeni nekaj skupaj narediti, ne. To malo tako razmišljam zdaj že pravzaprav naprej, ne, na podlagi teh izkušenj v zadnjih 10-9 mesecih. Pravi, ni nujno, da bi zdaj zaradi teh novih pogojev, zaradi dela od doma zavzetost padla, ne. Kakor vem, tudi v resnici v Agilconu ta zavzetost ni padla, je hkrati tudi z zadovoljstvom se nekako raslo, ne. So se pa določene stvari morale prilagoditi, ne. Ja, mi te parametre merimo, ne, zdaj v predpostavki, da so to tudi taki dosti iskreni odgovori, kar mislim, da so, ne, so se definitivno spreminjali, recimo odnosi 1 na 1 so šli na boljš, večina, ne, tudi recimo odnos s svojim neposredno nadrejenim je šel na boljš, nekako mogoče tudi ta intimnost, ne vem, jaz se že naprej pričujem, če bo kakšna mačka za mano hodila, ne, ampak ta intimnost nekako malo razbija neke prepreke in se potem mogoče lažje povezovati, ne. So pa kakšne druge oblike sodelovanja, ki so pa bolj, imajo pa več izzivov, ne, ko jih prenašamo v digitalno okolje. Ok, v redu. Prav, bomo mogoče še kaj več tudi o teh izzivih še v nadaljevanju. Zdaj bi se pa mogoče čisto en korakec nazaj vrnila, ne, prej je Nina omenila, da ni nujno, ne, da so v bistvu zadovoljni zaposleni tudi zavzeti, delovno uspešni. Pa bi mogoče vas Vesna vprašala, kdaj oziroma kateri zaposleni nimajo recimo vzgiba ali pa morale, da bi bili v okolju, v katerem se v resnici dobro počutijo, tudi učinkoviti. Mar ni v človeški naravi, da si želimo biti koristni? Zdaj v človeški naravi ni nič, a ne, tako da zdaj to v človeški naravi bomo reč pustili, a ne, ker to zahteva čisto neko drugo področje. Ne, mislim, treba se je vrniti na to, kar je gospa Nina povedala, namreč, a ne, da so to stvari, ki so odvisne v resnici od kulture. Zdaj seveda, gospa Nina je rekla, odvisne so od kulture v podjetju. Ampak, ko smo antropologi pač proučevali, a ne, kako bi rekla, delovanje posameznika kot neke mikrokulturne enote in to, ali je zdaj neko mikrokulturno okolje, recimo okolje v podjetju, a ne, pojasni delovanje posameznika, mi vemo, da mikrokulturno okolje samo deloma pojasni delovanje posameznika in da pač je zelo veliko logik in zelo veliko nekih vedenjskih avtomatizmov, ki so čisto nezavedni in so v resnici naučeni pri otroku že recimo do nekega 6. leta starosti, a ne, in so del nekega širšega kulturnega okolja, ki pač skozi čas stabilno deluje okoli nekih vrednot, nekih norm, nekih standardov. To mi v antropologiji imenujemo zgodovinsko vzpostavljena socialna in kulturna tirnica in seveda imamo tudi Slovenci to tirnico. In obstaja v tej tirnici nekaj stvari, ki so ključne, ne samo za zadovoljstvo, ampak mislim, ne samo za to, da so ljudje trenutno se dobro počutijo, ne, ampak da so zavzeti, a ne. Namreč zdaj pri Slovencih je tako, a ne, prva taka stvar, ki jo je treba razumeti, je, da če hočete imeti zavzete v katerikoli skupini, recimo jaz v predavalnici ali pa ne, kdo v podjetju, jaz bom zdaj omenila samo 4 take, bi rekla, zadeve iz tirnice, ne, ki so ključne. Prvič morate ustvariti vzdušje domačije. Zdaj, jaz nisem domačijski človek in imam pač v zvezi z domačijskim pristopom Slovencev pač svoje osebne zadržke tudi, ampak dejstvo je, da torej, če se posamezniki čutijo
člani te skupine v smislu domačije, torej jaz sem član skupine, jaz si prispevam svoje delo in napore, hkrati pa bo ta skupina brezpogojno za mene poskrbela tudi takrat, recimo, ko bom slabo delal, ali pa tudi takrat, ko bom bolan, ali pa tudi takrat, ne, ko pač ne bom mogel, kako bi rekla, dobro delati. Bo se zavzetost povečala. Namreč to je v popolnem nasprotju z, bi rekla, zahodno poslovno kulturo, ki jo na veliko z največjim veseljem vnašamo v našo družbo in seveda proizvaja krizo, ne? Tako kot cela vrsta drugih stvari, ki jih prenašamo iz Zahoda. Rečejo, to pri Nemcih deluje, to pri Avstrijcih deluje. Jaz rečem super, ampak Slovenci niso ne Nemci, ne Avstrijci, Slovenci so Slovenci. Ne? Zdaj prvo, kar bi recimo rabila podjetja, je verjetno, da bi potrebovala antropologe, socialne in kulturne, ki se s tem ukvarjajo, da jim neke stvari pojasnijo. Ne? Se pravi, ne morete vi to, kar deluje v Nemčiji ali pa v Avstriji, prenašati sem. Tudi zdaj, recimo, gledate, niste zavzeto za upoštevanje korona ukrepov. Ne? Mislim, ne morete zdaj vi to, ne, pri Nemcih je tako, pri nas bo tako, ne bo, ker Slovenci niso Nemci. A ne? To se pravi, Slovenci rabijo majhno mi skupino, kjer poznajo svoje člane oziroma kjer se ljudje med sabo poznajo, to so podjetja zelo primerna, recimo, ali pa učilnice, ne? In kjer morajo oni imeti zagarantirano brezpogojno preživetje na osnovi članstva, ne na osnovi količine in kvalitete dela. To je popolnem nasprotju s tem, kaj zdaj podjetja delajo. Ne? In zato imate vi dostikrat to, kar je gospa Nina rekla, imate zadovoljstvo, ne pa zavzetosti. Ne? Mislim, jaz sem lahko zadovoljna v službi, ne bom pa zavzeta, če tega ne dobim. Ne? Druga taka zadeva, ki je povezana z tradicionalno tirnico, je, mi imamo nek rek, tudi jaz sem človek, a ne, v slovenščini. Recimo v Ameriki tega reka, ko sem jaz to mojim ameriškim študentom povedala, oni ne razumejo, kaj naj bi to bilo. V slovenski kulturi to pomeni, da si vsak človek zahteva upoštevanje, dostojanstvo, tudi če je na najnižji točki družbene organizacije, se pravi, ne vem, tudi če je na najnižji točki v poslovni organizaciji. Ne? Recimo, dam primer, mi smo imeli nekaj let nazaj na fakulteti zelo nesrečnega, bi rekla, dekana, mislim, ni znal delovati z ljudmi in je gospa, ki je bila na enem najnižje plačanih delovnih mest, rekla, jaz razumem, da je on dekan, jaz razumem, da on več zna, jaz razumem, da on, kako bi rekla, pač ne, ima večjo plačo in vse to, ampak tudi jaz sem človek. Razumete, če vi kršite človeško dostojanstvo pri Slovencu, pa tudi če je to najnižja in najbolj, bi rekla, neuporabna oseba v podjetju, ne morete skreirati zavzetosti. A ne? Tretja taka stvar, ki je ključna, je soodločanje. Ne? Torej, ljudje morajo imeti občutek, da živijo v socialni enoti, kjer lahko soodločajo. Mislim, tega se mi premalo zavedamo, ampak ekonomsko soodločanje je najpomembnejši element slovenske socialne organizacije več kot 1000 let. Torej, ljudje so vedno, njih ne zanima, ali lahko soodločajo v politiki. Ne? Recimo, ne, v vaški skupnosti, oni niso soodločali o politiki frankovskega kralja ali kaj podobnega. Ne? So pa soodločali, kako se bo delalo. Ne? In to soodločanje vključuje ne samo organizacijo in izvedbo dela, čakajte, moram jaz vrata zapreti, ker zdaj kužki lajajo. Ne? Ja. Ne samo torej, organizacijo in izvedbo dela, ampak tudi soodločanje o produktu, o presežku. Ja? Se pravi, to soodločanje, ki smo ga mi, ko smo upeljali, temu se mi rečemo rimski način razumevanja privatne lastnine, torej privatni lastnik pač odloča o vsem. Mi morate vedeti, da mi smo 1500 let imeli zgodovino, kjer formalni lastnik ni odločal v resnici o ničemer. Formalni zemljiški gospod ni odločal o tem, kako se bo zemlja uporabljala, niti tista, ki je bila njegova, to se pravi gmajna. O tem so odločali ljudje sami, ne? Torej tisti, ki so delali, torej tlačani kao. Ne? Se pravi, to je naslednje, ne? In kako bi vam rekla, zdaj, to so take stvari, ki, mislim, gospa Nina je rekla, da ona zagovarja teorijo popolnega ujemanja podjetja in delavca. Zdaj, ta teorija je v praksi dostikrat uporabljena tako, da se delavce selekcionira glede na podjetje, ampak jaz moram povedati, ne, da je treba podjetja spremeniti. A ne? Mislim, treba je spremeniti podjetja. Slovensko podjetje ne more funkcionirati tako, kot funkcionira nemško podjetje.
v tisti, ki se pač ukvarjate s tem, poznate, da Japonci so tipičen primer odstopanja od zahodnega modela, ne, tudi ko gre za management, vodenje podjetja in vse. In tako kot so Japonci tipičen primer odstopanja od Zahoda, so gledano z socialno-kulturnega zornega koda tudi Slovenci. A ne? Zdaj v resnici bi nam bil ta J model, to se pravi japonski model vodenja podjetij in urejanja odnosov v podjetju Slovencem bolj blizu, če gledamo po tirnici kot zahodni. Ne? In tu mi delamo veliko napako, zaradi tega, ker se vam pravim, če se spomnimo, ne vem, preteklosti, lahko najdemo recimo, ne vem, jaz sem iz Maribora in pač poznam mariborsko industrijsko kulturo v socializmu, ne, recimo metalno, recimo tam. Ne, ljudje so bili absolutno zavzeti, oni so bili pripravljeni delati sobote, nedelje, praznike, ne, so bili pripravljeni delati zato, ker so delali za svojo domačijo, ki je bila tam ali pa recimo metalna, ne. Razumete, se pravi, to je treba neke čisto druge stvari urediti, zato da bodo delavci to zavzetost dvignili, ker pač to, da je recimo samo 1/3 delavcev zavzetih, kot je bilo rečeno, ne, to kaže na to, da v resnici pač stvari peljemo narobe. Ne. Ja. Ja, evo, in to je ravno v bistvu cilj današnje debate, da vidimo, v katero smer lahko še bolj prav nekako tudi zapeljemo. Mogoče, Korana, a bi na tem mestu pa vseeno preverili, kako zavzeti so pa naši udeleženci na svojih delovnih mestih? Evo. Ja, drži. Evo, ravno smo štartali s prvo anketo in sicer danes nas zanima, koliko ste vi, naša publika, zavzeti pri svojem delu. Dali smo vam opcije od 1 do 5, upam, da bo to v redu. 1 je, da sploh niste zavzeti, 5, da ste zelo zavzeti, potem pa tudi nekje sredina, seveda lahko zberete samo en odgovor. Zanima me, ne vem, Barbara, mogoče lahko tudi si upamo napovedati, kakšni bodo rezultati. Ja, jaz mislim, da bodo rezultati zelo dobri, ne? Zato me pa mogoče zanima, ne vem, Nina, imate kakšne izkušnje, ali smo ljudje, ali pa Vesna tudi, ne, tako dovolj samokritični, ali je danes že taka tema, pa vemo, da tisti zagriženi zaposleni so prav danes prišli na ta webinar, zato da se lahko še več naučijo, pa še več idej dobijo, kako svoje time še v bolj zavzet položaj spraviti. Kje bi bil lahko razlog tako dobrega odziva? Mogoče z moje strani absolutno je značilnost zavzetih, da se udeležujejo različnih oblik izobraževanja, da so radovedni, da se zanimajo za novosti, da želijo rasti. Tako da mene v bistvu za tako publiko tole ne preseneča, ker aktivno nezavzetih ne bomo srečali takole. Drži, Vesna, ste želela še nekaj dodati? Jaz sem hotela reči, da to je pač taka dejavnost, ki vzpostavi neko selekcijo. Ne? Seveda zdaj tisti, ki, tako kot je rekla gospa Nina, tisti, ki niso zavzeti, ne? Tisti verjetno niti se ne udeležujejo takih stvari, ne? Saj to je pač običajno, tako da je to verjetno pač selekcionirana populacija, ki jo imamo zdaj, ne? Selekcionirani posamezniki, zato jaz tudi pričakujem, da bi tu bila pač relativno visoka zavzetost. Ja. Evo, drži, super. Smo preverili še s kratko anketo, tako da vemo, da imamo ta prave ljudi tudi na tem webinarju. Krasno. Marko, eno vprašanje mogoče še zate. Ne? Zdaj, najbolj talentirani delavci iščejo ponavadi tiste delodajalce, ki ponujajo nekako tudi najboljše pogoje. Ne? To so lahko ugodnosti, najvišje plače in pa seveda tudi priložnosti za osebni razvoj. Vendar pa se potem pokaže, da je pa njihova kasnejša delovna uspešnost in pa čas, v katerem so pripravljeni maksimalno zavzeto delati ali pa sploh ostati v organizaciji, v resnici zelo odvisen od tega odnosa, ki ga posameznik ima z vodjo. Ne nazadnje velja, da je še vedno prav vodja vzrok številka 1 za nezavzetost. Kakšen vodja si pa ti? Kaj pa tvoje ključno vodilo? Ja, to je zdaj tako zelo na nek način zahtevno vprašanje. Ta webinar verjetno spremljajo tudi moji kolegi, pa če si mogoče kasneje pogledali. Skratka pač vse, kar zdaj povem, je potem tudi nekako gre v nek razmislek zaposlenih, lahko mogoče naslednji teden nekdo reče, Mare, prejšnji teden sva se pogovarjala, pa nisi bil tak, kot si na webinarju rekel, ne? Ampak, ok, saj mogoče glih to, no, tako neka, mislim, zdaj to je moje vodilo. Jaz sem tak dost, kaj bi rekel, namerno naiven in iskren vodja v tem smislu, da
da nekako se mi zdi absolutno nesprejemljivo kakršnokoli ustvarjanje fasad, spletkarjenja in tako naprej. Pač to, da v bistvu tisto, kar čutim, tisto, kar se veselim in tisto, kar me je strah v končni fazi, povem pred v bistvu odjesom celega podjetja, to je mogoče tako na nek način stil vodenja ali pa mogoče tudi nek, kako bi rekel to po angleško, coping mehanizem, kako v bistvu jaz procesiram pač moje lastne strahove in veselja in tako naprej. Ne. Tako da mogoče to, ne, zdaj včasih mi kdo reče, ja, Mane, moraš bolj udariti po mizi, ne, tako pač enostavno ni to v meni. Jaz, recimo zdaj zadnje leto je bilo zelo zanimivo opazovati tako globalne liderje, kako so se odzvali na to epidemijo, ne. Recimo meni je bilo zelo všeč odziv, kako je že tale Jacinda, a ni tako nekako tale novozelandska premierka, ne? Ja. Blazno tak nekako, kako bi temu rekel, ženski princip vodenja v tem smislu, da če ga merimo po teh tradicionalnih kriterijih, kaj je uspešen vodja, nekako ti sploh ni jasen, kako to ratuje. Ne? Če bi primerjali, ne vem, z neko Merklovo v Nemčiji, je to sicer tudi taka ženska, ampak je v bistvu zelo po nekih takih tradicionalnih kriterijih uspešen vodja. Medtem ko Jacinda ne, ampak je zelo tough na koncu. V bistvu to je bila ena država, ki je bila najbolj odzivna in tudi najbolj stroga, ko gre za ukrepe, ampak z nekim takim sočutjem in empatijo. Ne? Z nekim razumevanjem, da to, kar delaš, vpliva na življenja ljudi. Ne? In če nekako to daješ na tak način kot lider ven, tudi dobivaš en tak odziv, ne? Tudi bistveno večjo zavzetost, se to je prej gospa Vesna govorila, ne? Pač kako se različne kulture ali pa različne nacije odzivajo recimo tudi na te lockdowne in vse omejitve. Se pravi, je ena taka kultura zaupanja, transparentnosti, že to, da nekdo lahko reče direktno svojemu vodju, veš kaj, tisle, kar je bilo pa prejšnji teden, pa ni bilo okej, se mi zdi, je že pokazatelj ene take dobre podlage, a ne? Ja, seveda pa potem mora tudi nekako akcija iz tega biti ustrezna naprej. Zdaj pač ljudje ne govorijo stvari samo zato, da kritizirajo, govorijo zato, ker mogoče želijo, da se nekaj izboljša ali pa da se odločajo ali kakorkoli že, ne. Pač to zelo ta ciklus se mora potem zapirati nazaj, ne samo da pa prazno govorijo, ne. Drži. Nina, kaj pa je mogoče tisto, kar bi recimo vodje lahko največ naredile zase pa za svoj tim, da jih motivirajo, razvijajo in da si tudi zaposleni želijo dati največ od sebe? Tukaj je prej že gospa Vesna tako dobro povedala, par stvari sem lahko samo kimala zraven. V bistvu pa bom tukaj povedala svojo zgodbo o zavzetih pa zadovoljnih ljudeh, pa kaj sem se jaz naučila, ne? Ker sem bila še zelo mlada, sem dobila za voditi ekipo, sicer ljudi, ki so bili starejši od mene, vsi po mojem, in v bistvu je res, ko smo merili po Galupu, je prišlo ven, da so zadovoljni, zavzetost je bila pa nizka. In to je mene osebno tako tudi pravzaprav zelo prizadelo, sem nihala malo med žalostjo, pa jezo, pa razočaranjem, pa tako naprej. Pa na srečo smo imeli potem tudi vodje podporo, a ne? In mi je dal veliko misel, da v bistvu res največ res prispevamo vodje k temu, koliko so lahko naši sodelavci zavzeti. In tudi sem potem ugotovila, kaj sem delala pravzaprav narobe, a ne. Gradila sem na tem, da je pravzaprav pomembno osmišljanje dela, pa tisto, da nam je pomembno, kaj delamo, kaj ustvarjamo, pozabila sem pa na to, kar je gospa Vesna rekla, domačijo. In ustvarjanje v bistvu enega občutka, da smo ena taka skupnost, da je vsak spoštovan, da je vsako delo enako priznano, in to je meni osebno dalo tudi eno veliko podlago za rast, ne. Tako da bi zdaj vedno vsakmu najprej rekla vodji, da ustvarja, da poskrbi za to, da je okolje tako, da daje varnost, da daje spoštovanje, da si posamezniki, da se čutijo pripadne tej skupini, in od tukaj naprej pa potem seveda komunikacija, ogromno komunikacije in sprejemanje človeka kot človeka, ne kot delavca v bistvu, skrb iskrena in zanimanje za ljudi, potem šele osmišljanje dela, najprej mogoče tiste bolj bazične stvari za porihtati, pa je vse lažje, a ne, kaj to vzpostavljeno, vse lažje, in pa fokus na tisto, v čemer so pač ljudje dobri.
Dejansko smo se potem tudi učili na našem leadership programu, da pravzaprav uspeh je potencial minus motnja. In tukaj je na vodji, da motnje odstranjuje. Meni je tale korona dala tudi veliko, ker v bistvu sem preživela veliko časa tudi pred televizorjem pa pred Netflix in sem gledala Netflix. In če je kdo gledal New Amsterdam, je ena luštna nanizanka oziroma serija, ki se začne s tem, da nov, kako bi temu rekla, strokovni direktor bolnice nagovori vse svoje zdravnike in pa osebje, ki izgledajo zelo nezavzeti, jih nagovori v bistvu s tem, how can I help? In potem nadaljuje, it's not a trick question, da ga res zanima in dejansko odstranjuje potem motnje in ovire svojim sodelavcem, da so lahko bolj uspešni. Tako da to je morda tudi ena taka stvar, na katero lahko kot vodje zmer mislimo. Ne smemo pozabiti tudi skrbeti zase, ker če vodja ne skrbi zase, bo težko zgled svojim zaposlenim. In to pomeni skrb za zdravje, skrb za osebno in profesionalno rast, da tudi vodja raste in skrbi zase. Po drugi strani bi pa vsem tistim, ki so vodji, pa res položila na srce, da so tudi vodje zaposleni, zavzeti, nezavzeti ali pa aktivno nezavzeti. In tudi vodja, ki nima tega občutka pripadnosti, pa spoštovanja, pa občutka, da lahko odloča, da ima neko avtonomijo, se pravi, nekdo, ki ni zavzet, tudi kot sam kot zaposlen, bo zelo, zelo težko ustvarjal drugačno okolje. Se pravi, vodja, ki se ne počuti varnega, opolnomočenega, ne čuti povezanega s strategijo, bo res težje to ustvarjal. In zato ukvarjanje z vodji, ker nismo vsi naravni vodje. Veliko stvari se je treba naučiti, pa pač rasti skupaj s sodelavci. A sem približno odgovorila? Ja, jaz mislim, da ja, bomo pa potem, tukaj bom najprej dala še gospe Vesni besedo, potem pa Korana se bom obrnila nate, pa kakšno vprašanje iz publike, če so se že ogreli dovolj, da kakšno tudi vprašajo. Veste, zdaj veliko smo že povedali o zavzetosti, zdaj smo tudi veliko se pogovarjali o vodenju, pa o v bistvu veliki odgovornosti vodij. In če bi lahko nekako povzela, bi rekla, da pač tisti zavzeti zaposleni poleg svojega časa v resnici vložijo tudi strast pa energijo. Pa me zdaj zanima, a je res ta strast pa energija nekaj, kar lahko sproducira ali pa nekako aktivira vodja, ali kje je tukaj ta odgovornost mogoče tudi vsakega posameznika v podjetju? Veste kaj, na to praktično ne morete dati nobenega generalnega odgovora, čisto zares, čeprav ga ljudje radi dajejo, ker namreč gre za to, da morate razumeti, da je to odvisno od tistega, ki je na drugi strani, torej od zaposlenih. Zdaj v naši družbi slovenski imamo 3 tipe zaposlenih, verjetno bodo zdaj to prvič slišali vsi, razen če je kdo med publiko, moj študent, ki mora z tega izpita delati. Ampak to je, v resnici mi imamo nek tip, ki se mu reče self-directed, torej vase usmerjen človek, on ima avtonomno vest, ima močen imperativ tega, da dela prav in on bo zaradi notranje motivacije svoje vesti recimo zavzet, če se mu bo to zdelo prav. Se pravi, takemu tipu zaposlenega je treba pač predstaviti, da je to prav, in da je to moralno delovanje. In ker je to moralno delovanje, bo on zavzet, recimo to sem jaz. Jaz se zdaj sovražim te Teamse, pa ne vem kaj, ampak kot smo se prej pred začetkom pogovarjali, so mi moji podiplomski študenti rekli, da sem pravzaprav še edini zavzet profesor, ki ga imajo, ker drugi so že pač po enem letu čisto bupali in so že zasičeni tega. Se pravi, to se pač izhaja iz moje vesti, ker moja vest pravi ne laži, ne kradi, ne želim svojega bližnjega in take stvari, kar pravi vest vsakega človeka na Zahodu, če je religiozen ali pa je ateist, kot jaz, potem imam pač jaz glede na to, kar bi rekla, počnem še neke druge imperative, recimo ne poneumljaj svojih študentov. In zdaj ta imperativ pač mene prisili, da sem zavzeta pri vsaki uri, ki jo delam za študenti, pač neodvisno od tega, ali jo delam v predavalnici in ali jo delam zdaj preko Teamsov, ki jih ne maram in tako naprej. Potem imamo drugi tip ljudi, zdaj teh self-directed je v slovenski kulturi zelo malo, to so v resnici več ali manj socializacijske izjeme. Potem imamo drug tip, ki je tako imenovan other-directed, mislim, da je gospod Marko to tako, kot je povedal,
to so ljudje, ki potrebujejo druge. Mislim, Slovenci so tradicionalno sploh orientirani v odnose in zdaj, mislim, ravno včeraj smo s podiplomskimi študenti, ki pač to morajo študirati, a ne, debatirajo o tem, kako je to zdaj pri koroni prišlo na dan, a ne, kako je to, da ni odnosov, ne, da ni odnosov, to je za Slovence strahotno, a ne. In zdaj, recimo, gospod Marko je lepo povedal, kako pač on se pogovori odkrito, ljudem pove, jih posluša in tako naprej. To je tipičen AD-directed človek, to se pravi, temu se tudi drugače reče človek organizacije, ne. To je za organizacijo idealen človek, zaradi tega, ker on naredi to, kar drugi mislijo, da je prav, in to, da on ugotovi, kaj drugi mislijo, da je prav, on to skomunicira, ne, torej, ne, ja, ne. Zdaj teh je približno, meni niso nikoli dali v Sloveniji meriti tega, ne, zato ker pač mislim, da noče noben vedeti teh podatkov, ampak pač po praktičnih izkušnjah, jaz sem obiskala več kot 400 šol, zavodov, osnovnih šol, vrtcev, srednjih šol, ne, in kam pač me ljudje vabijo, ko imajo težave v pač ne odnosih in recimo pri vzgoji v šoli in tako, je po moji oceni teh približno polovica. To se pravi, zdaj self-directed imate enega nastopa, po mojem približno, ne, to je socializacijska napaka v Sloveniji. Potem imate drugih 99, se pa deli polovico na ti, ki so other-directed, torej ljudje organizacije, ljudje skupine v resnici, in to so ljudje, ki so tradicionalno socializirani, torej to je bila tradicionalna socializacija v Sloveniji, jaz vedno rečem, samo po eni stvari smo mi bili pred Zahodom in to je, da smo bili stoletja prej other-directed, predno se je to na Zahodu pojavilo, kot v resnici socializacija, ki je potrebna za organizacijo oziroma za korporacije, ne. In to je v resnici na nek način idealen človek, se pravim, ne, temu ta človek se dobro počuti v timu, je zmožen usklajevati svoja mnenja s timom, se podrejati timu, pač sprejme mnenje večine, tudi če recimo osebno misli, da to ni prav, kar jaz ne naredim, ne, jaz sem težavna za organizacijo, ne, in vsi moji šefi pravijo, da sem jaz konfliktna oseba, čeprav nisem konfliktna oseba, ampak meni še preko nekaj, kar jaz mislim, da je narobe, tega ne bom naredila, that's it. Konec, jaz nisem človek organizacije. Medtem ko človek organizacije bo pa to naredil brez problema, ne? Ker pač ima on drugačen tip delovanja, oziroma tudi drugačno vest, tej vesti rečemo povnanjena vest, ne? Oziroma bi rekla, prva je avtonomna, druga je tako imenovana povnanjena. Potem imamo pa tretji tip človeka, s katerim pa jaz mislim, če še nimate tisti, ki pač se ukvarjate s kadri, težave boste jih imeli, in to so tisti, ki se označujejo z tako imenovanimi patološkimi narcisi. To so mejni posamezniki, to so ti, ki so v resnici postali prevladujoči v drugi polovici 20. stoletja v Ameriki. Lesch je že leta 1979 napisal analizo o družbi, ki deluje skladno z temi principi. Drugače v Evropi so se pojavili malo kasneje, pri nas so se pojavili v resnici šele z uvozom kapitalizma, ne. Oni so idealni potrošniki, niso pa idealni delavci. Veste, hočem reči, to je razlika, ne. In zdaj, ker družba ljudi rabi vedno bolj za potrošnjo, ne pa za delo, a ne. Delo postaja vedno redkejša dobrina in čez 30 let recimo bo samo za tretjino zaposlenih dela v Evropi, a ne. Ostali bodo v resnici člani družbe ne zato, da ker delajo, ampak zato, da trošijo vse tisto, kar korporacije proizvajajo in česar v resnici nihče ne rabi, a ne. In zdaj otroke, ki jih vzgajamo zato, da bodo idealni potrošniki, vzgajamo drugače, kot smo vzgajali delavce. A ne, to je, ne. In zdaj ti ljudje se že pojavljajo v podjetjih, a ne, pojavljajo se v šolah, jaz jih imam že kot sodelavce na univerzi in tako, oni pa sploh niso zavzeti za delo, sploh jih ne morete, na njih se moralno naslavljati, ne, tako kot je gospa Nina povedala, oni nimajo vesti, mislim, to je zdaj nekaj, kar jaz potem težko razložim. Mislim, pač mi, ne, ki smo starejše generacije, se nam zdi, da vsak ima vest, ne, ampak to ni res. Vest je privzgojena in izsiljena psihološka instanca in v vzgoji, kjer otroke vzgajamo prijazno, brez avtoritete, kazni in dvotirnosti, vest ne nastane. In to seveda pomeni v organizaciji situacijo, da imate vi ljudje, ki jih ne morete voditi s tradicionalnimi, bi rekla, recimo moralnimi argumenti, ne, takšnimi self-directed ali other-directed, ni važno, zaradi tega, ker oni sploh nimajo vesti. Oni gledajo samo na svojo korist. To je nekaj drugega, a ne.
On, recimo, to mi je pred leti ena moja prijateljica povedala, ne, da ona zdaj ne ve več, kaj ne naredi. Mi pridejo v službo, prvi dan zamudijo, ker so imeli žur, drugi dan jih ni, tretji dan pa prijavijo, da bodo zdaj šli za 14 dni potovati. A ne? In kako bomo zdaj mi delali s tem? Jaz sem rekla, no, zdaj imaš patološke narcise. Hočem reči, to je človek, ki ga sploh ne brigajo drugi in hočem reči, drugi so samo sredstvo za doseganje mojega cilja. Moj cilj pa je, da je meni fajn in tudi, če vsi drugi crknejo, ravno, da je meni fajn. A ne? Razumete, to je zdaj tretji tip ljudi. In zdaj, ko vi postavljate strategije, a ne, za motivacijo, za zvišanje zavzetosti in ne vem kaj, vi ne morete postaviti enotne strategije. Mislim, jaz vedno rečem, a ne, mislim, o čem zdaj vi govorite? Tudi v zbornici jim rečem, ja, a vi sploh veste, a je ta učenec self-directed, other-directed ali patološki narcis, ne veste. Oni rečejo, ne, se sploh ne vemo, da obstajajo, kakih pa mi spoznamo, ne, torej ne vejo. In kako boste torej vi postavili pravo strategijo, če ne veste, kdo je na drugi strani, razumete? To je, mislim, meni se zdi osnovni problem v vseh organizacijah danes, ker v resnici tega tretjega tipa sploh ne poznajo. Čeprav zdaj iz šol že poročajo, da prevladuje, to pomeni, da ne, morate razumeti, da so že v podjetjih, ko sem jaz po šolah imela ta predavanja, pač dobro, dokler ni bilo korone, ne, sem imela skoraj 3-4 na teden, ko so me vabili, oni so v resnici rekli, ja, ampak take imamo mi že v zbornici, ne, hočem reči, razumete? Ne? Zdaj, kako boš mislim, čisto drugače je, če moraš pripraviti do zavzetosti nekoga, ki je self-directed, on bo pa zavzet za to, kar je prav. Other-directed bo zavzet zato, ker se vzpostavi v podjetju taka klima, kot je rekel gospod Marko. Ne? Patološki narcis bo pa zavzet samo, če bo to njemu koristilo. Recimo vam dam primer, jaz imam v službi take, ne? Oni so zavzeti za to, da pišejo blesave članke v blesavih revijah, ki prinašajo veliko točk, ker to seveda omogoča njihovo karierno napredovanje, a ne? Pri čemer pa bodo popolnoma nezavzeti za delo za študenti in sploh. Ne, in potem jaz tulim po fakulteti, da naše temeljno delo je, da mi smo plačani strani države za izobraževanje študentov, ne za napredovanje individualnih karier posameznih zaposlenih na račun izobrazbe študentov. Razumete? In zdaj, ne, kako boste to rešili? Tu ni enotnega načina in jaz mislim, da so vsi, ki se s kadri ukvarjajo danes v Sloveniji, absolutno podizobraženi, ker sploh ne vejo, da ti trije tipi ljudi obstajajo, potem jih ne znajo v praksi detektirati. In potem seveda, ko jih detektirate, morate vzpostaviti različne tipe motivacijskih pristopov za vsakega od teh treh tipov, ker sicer boste pač pogrnili. Ne? Tako kot, veste, hočem reči, recimo v šolah dam primer, ne? To je pač tak primer, ki je najbolj enostaven. Ne? Zdaj imajo v šoli učitelji, nekdo naredi nek prekršek, potem pa učitelji začnejo razlagati, razumeš, da je to narobe, razumeš, da si ti zdaj škodil v sebi, razumeš, da si škodil v vesolju, razumeš, da bo mamica žalostna in tako. Zdaj on, ki je self-directed, bo ga to prizadelo in bo seveda takoj pripravljen korigirati svoje vedenje, ampak ona druga tipa pa ne bosta, ne? In jaz si vedno rečem, razumete, da vi za takim pristopom, ki je sicer kao znanstven, vi ste se to učili pri neki pedagogiki, pa neki zavodi za šolstvo, pa nekaj vam to govorijo, to je brez veze. To v praksi, mislim, prejemniki so drugi, ne? Mislim, zdaj, če je prejemnik drugi tip posameznika, je vse, kar ti delaš, gre mimo. Torej, streljate mimo tarče, a ne? Torej, treba je sploh razumeti, kdo je na drugi strani, treba je razumeti, kako ti ljudje funkcionirajo in treba je razumeti, da prihajajo v vedno večjem številu v organizaciji ljudi, ki jih briga za dobrobit organizacije, ne? Njih briga samo za njihovo lastno korist. Ne? Se pravi, bomo morali na tem področju še problem, ne? Ja. Veliko izobraževati, ne, in tudi mogoče... Ja, veste, kaj hočem reči, jaz sem lahko povem pač v zvezi s svojim okoljem, to so ljudje, ki imajo doktorate znanosti, oni ne gre za to, da so izobraženi. Ti ljudje izobrazbo zlorabijo v svojo dobrobit na škodo drugih, ne. Oni imajo neko osnovni problem, ki se mu reče pomanjkanje socialnih veščin. Oni nimajo te empatije, o kateri smo prej govorili, ne, ki je ključna. Ne, mislim, oni drugi ljudi vidijo kot sredstva za doseganje svojega cilja, torej kot predmete. Ne. Ok, mogoče tukaj, če mi dovolite, da še... In kako boste zdaj, ne, če ima nekdo pomanjkanje socialnih veščin,
Ne, to je pač njihova, bi rekla, klinična značilnost. Ne? Tudi, mislim, ko se opisujejo, recimo, če boste šli gledati, ne vem, pač standarde ameriškega psihiatričnega društva, to je Trump, recimo, ne? On je to. Ne? Razumete? Zdaj ne morete vi reči, da on ni uspešen, ne? Da on ni zavzet za to, kaj njemu koristi, ne? No, zdaj je on zavzet za druge, to je pa zdaj seveda drugo vprašanje, ne? Ni. In zdaj, razumete, Trumpa imate lahko kot voditelja države, čeprav je to seveda, mislim, smrtno nevarno za vse državljane tiste države in ostalih držav, ker imajo pač oni jedrsko orožje, ne? Ampak hočem reči, ne, zdaj mislim, kako lahko človek, ki ne je absolutno, bi rekla, kako bi rekla, prosto prezira vsakega drugega, ne? Mislim, ne, kako on druge uporablja. Spomnite se, on jih zna absolutno dobro manipulirati v svojo korist, ne? To imajo oni, to sposobnost imajo dosti bolje razvito kot self-directed in patološki in other-directed, ne? Ker mi imamo tu neke, bi rekla, zadržke, takšne in drugačne, ne? Ampak hočem reči, ne, zdaj, kako takega človeka pripraviti, da bo delal dobro za druge? Ne? A veste, zdaj v podjetju morate vi ljudi pripraviti za to, da delajo dobro za skupnost, ne? Je tukaj potem kakšen nasvet mogoče, kaj lahko naredimo? Je tukaj potem morda kakšen nasvet, kako potem take ljudi pa lahko vodimo, čisto na kratko? Samo tako, da je to, kar je dobro za njega, tudi dobro za podjetje. A veste, zdaj jaz pravim, zato vam pravim, ne, da je zdaj v resnici prišel čas, ko je treba v resnici začeti podjetja ekstremno močno prilagajati zaposlenim, če hočemo, da funkcionirajo. Ne? Mislim, ni dovolj, da pač vi na nekem intervjuju, kako bi rekla, pač ugotovite, ali ta oseba zdaj je skladna z podjetjem ali ni, a ne? Ampak je treba podjetje začeti zelo močno prilagajati zaposlenim. To je zdaj, mislim, nekaj, kar se v preteklosti ni rabilo delati, ne? V resnici se je pričakovala enostranska prilagoditev. Zdaj mislim, da so ti časi mimo, ne, in je tu zdaj pač, mislim, no, in se pravim, ker imate 3 tipe zaposlenih, je to sploh izziv. Ne, če imate en tip zaposlenih, je že izziv, ampak če imate 3 tipe zaposlenih, je pa sploh izziv, zato ker to, kar je dobro za eno kategorijo zaposlenih, lahko drugi po definiciji vidijo kot nemoralno in to zavračajo, ne? Nina, lahko še čisto kratek komentar, Korona, pa bomo potem nadaljevali. Kakšne pa so v resnici strategije v podjetjih? Ne? Tudi glede na to, kar smo zdaj slišali, se mi zdi zelo dragocena pač ta informacija, to znanje, ki ga je Vesna z nami delila. Ne? Kaj pa so ostale strategije ali pa mogoče, ki poznate pa delate z različnimi podjetji, imajo to že majhen v uvidu, se prilagajajo, se zavedajo, da smo vseeno zaposleni lahko zelo različni? Ja, jaz tako bom rekla, jaz mislim, da podjetja se vedno bolj zavedajo tega, kako različni smo in da tukaj res one size doesn't fit all, ne z vidika organizacije, ne bojo enake ukrepe v enake organizaciji produktivni in ne bojo iste stvari pri vseh ljudeh, ne. In to je res, tako kot je gospa Vesna izpostavila, to so zelo celovita pa kompleksna vprašanja, ne. In kar bi lahko rekla je, da ne samo v Sloveniji, ampak na splošno smo v kadrovski stroki, glede znanj bi nam mnogo več znanj, recimo z področja psihologije, antropologije, sociologije, vseh teh ved na enem mestu koristili, ker zelo lahko je reči, bomo imeli strategijo za zvišanje zavzetosti. Zelo težko jo je narediti, ne? Ker terja zelo specifično poznavanje, kaj je kultura, kakšno je podjetje, kaj sploh hočemo doseči v končni fazi, ne? In potem, kako to pri ljudeh, ne, tudi doseči, kako pri enih, kako pri drugih, kako pri tretjih, recimo, kakorkoli te kategorije lahko na koncu pomislimo. Jaz osebno sem se vedno ukvarjala z tem zelo celovito, z vidika
ne tako sofisticirano, ko ste rekli, teh kategorij, ampak da dejansko so ukrepi, ki se delajo lahko na nivoju celotnega podjetja, so ukrepi, ki se lahko delajo na nivoju teh manjših enot in potem seveda tisto, kar lahko vodja dela 1 na 1 na posameznikih. In mislim, da veliko podjetij že pristopa na ta način in všeč mi je, da potem zaznavam takole v praksi pri podjetjih, da zelo raznolike ukrepe tudi sprejemajo za dvig zavzetosti. Recimo, lahko jih tudi par naštejemo, pa so na zelo različne stvari vezani, tako da mogoče glih zato par zanimivih. Podjetje, ki je želelo v bistvu strategijo pa to celo sliko prikazovati posameznikom, kako njihovo delo prispeva k končnemu rezultatu, so v bistvu naredili izjemno dobro komunikacijo, novo sprejete strategije do vsakega zaposlenega na ta način, da so prikazali, kako njegovo delo prispeva. In ko smo mi delali z njimi fokusne skupine, je ogromno zaposlenih že rekli, naša strategija, jaz s tem prispevam in tako naprej, in se je dosegalo eno poenotenje, recimo. Isto podjetje tudi dela v bistvu na tem, da spodbuja strength-based leadership, pa še cel kup drugih ukrepov na različnih ravneh. Drugo podjetje, ki je mogoče bolj tradicionalno, je gradilo tudi na zaupanju, recimo, in na varnosti. Veliko slovensko podjetje, meni se je zdelo krasno, kaj so oni vse za svoje zaposlene v času epidemije naredili z vidika zavarovanj, zagotavljanja psiholoških svetovanj tistim, ki so jih rabili, recimo, do tega, kako so vodje komunicirali s svojimi ekipami. In isto smo mi, ko smo imeli razgovore potem na fokusnih skupinah z zaposlenimi, ne samo, da so bili zadovoljni s tem, zaradi tega jih je ogromno čutili večjo pripadnost podjetju in željo, da gradijo to podjetje naprej. So šli iz zadovoljstva do tega občutka, da v bistvu, je podjetje res, jim je mar za ljudi, tako iskreno, so čutili, da je to zavrniti. Recimo spet z vidika mogoče komunikacije strategije, pa kako to osmišlja delo, tudi naša dobra praksa v Petrolu je bila taka luštna, kako dvigovati zavzetost. Naš bivši predsednik uprave Petrola je imel z vsemi novozaposlenimi zajtrk, kjer se je zelo človeško pogovarjal o strategiji, izzivih in spet dal tem mladim ljudem, ker smo pretežno mlajše zaposlovali, res občutek, da so pomembni in da prihajajo graditi nekaj pomembnega. Tako da to, cel kup takih dobrih zgodb recimo nastaja, s katerimi se srečujemo, in verjamem, da v bistvu, če podjetja se lotijo na ta način, da delajo veliko stvari, bojo dosegle učinek. Edino, kar je pa mene vedno recimo strah, je pa to, da podjetja začnejo zelo tako navdušeno delati, brez neke usmeritve pa strategije. Pa je lahko pa naenkrat ogromno stvari, pa se majčkeno izgubijo. Tako da bi rekla, da v vsakem podjetju bi zelo koristili veliko znanja, preden se lotijo ukrepov, potem pa zelo tako sistematično pa preudarno, pa boljš narediti manj stvari, pa te kvalitetno, pa tako kot preveč vsega. Krasno, se pravi, da se ohranja nekako ta fokus. Zdaj pa mogoče, preden se lotimo še digitalizacije, pa začnemo raziskovati, kaj pa ima digitalizacija v bistvu z zavzetostjo. Korona, a je mogoče kakšno tako vprašanje, ki bi ga bilo na tem mestu še smiselno postaviti? Ja, v bistvu smo dobili 2 vprašanji v času, ko je gospa Vesna odprla temo 3 kategorij zaposlenih, in sicer Duša sprašuje, kako odkriti takšne ljudi v podjetju, tole se nanaša na te patološke narcise, če sem si dobro zapomnila, in kako torej voditi narcise, kakšen nasvet, kako jih odkriti, voditi, če imate kakšen nasvet za udeležence. Ja, mislim, to zdaj bomo morali zelo na kratko, seveda je kompleksna, in zdaj, če bi pač se hotelo to malo bolj razumeti, bi morali res jih najbolj razložiti najprej, ampak če rečemo na kratko, torej pač treba je najprej, kako jih odkrijete. Odkrijete jih tako, mislim, te 3 tipe sploh odkrijete tako, da zaposlene postavite v situacijo, ker lahko odločajo med tem, da bodo naredili nekaj, kar je prav, pa ni fajn, nekaj, kar drugi mislijo, da je treba narediti, in nekaj, kar je fajn. Zdaj seveda, če to enkrat postavite, potem pač nič ne zveste, ker tudi jaz, ki sem sicer prvi tip,
včasih kršim to, kar je prav in pojem, ne vem, nekaj, česar ne bi smela ali pa kaj takega, ne. Se pravi, ne, pač vsi včasih občasno seveda damo prednost temu, kar je fajn, ne. Ampak če boste dali zaposlene večkrat v to situacijo, boste dobili prevladujoč obrazec odločanja, ne. In ta prevladujoč obrazec odločanja je v resnici najenostavnejše diagnostično sredstvo, ne. Mislim, najhitrejše. Seveda če imate potem pač zaposlene v podjetju in pač jih opazujete in gospod Marko jih to opazuje, in če seveda pač vidi, da nekdo ima resno pomanjkanje socialnih veščin in empatije, ne, to pač s časom seveda tudi vidiš, ne. Ampak zdaj, če hočeš to hitro narediti, je to najbolj enostaven način. Torej, treba je dati zaposlene v situacijo, kjer vidiš, kaj bodo zbrali. Tisti, ki prevladujoče zbira to, kar je za njega fajn, ne ozirajo se na karkoli drugega, spada v to kategorijo, a ne. In zdaj morate seveda vedeti, da mi otroke vzgajamo, ne, mi starši vzgajajo otroke v to, da morajo biti srečni, da gre za to, da je njim fajn, ko hodijo v šolo, se hodijo pritoževati, če otrokom ni fajn. Jaz na vseh teh 400 slovenskih šolah, zavodih, vrtcih in tako naprej nisem našla niti enega primera, ker bi se starši prišli pritožiti zato, ker jih kak učitelj nič ne nauči, recimo, ne. Stalno se pa hodijo pritoževati, da šola ni fajn, a ne. Se pravi, to zdaj, ne, potem pač dobite takega človeka, ne, in on bo pač smatral, da to, kar je njemu fajn, je glavno in to je tisto glavno merilo, mislim, za njega osebno, mislim, je tudi tako, da to, kar je fajn, je za njega tudi prav, ne. To se pravi, on nima, to ni ločeno, to nista dve kategoriji, a ne. Se pravi, to je najbolj enostavni način. Zdaj, kako jih motivirati, veste, to je zdaj pa, tu nastopi ena resna težava. Namreč vodje ste vedno naučeni, da ste vi tisti, ki se lahko odločite, oziroma, da če boste prav pristopili, bo stvar prav potekala. Zdaj, to so posamezniki, kjer to odpove, ne, da se razumemo, ne. Zdaj, splošen princip je, da pač, če hočete, da bo ta oseba delala socialno, torej dobro za podjetje, a ne, pri čemer ona nima socialnih veščin, bo to delala samo, če bo to njej osebno koristilo. Ne, se pravi, ta oseba mora imeti osebno korist od tega, da bo to delala, in ta osebna korist mora biti takojšnja, ne, to je zdaj, kako bi rekla, ne, problem. Ne, zdaj, jaz recimo to prakticiram pri sebi s študenti, ker seveda tudi vem, da jih je že vsaj pol takšnih, a ne, da oni pač morajo takoj dobiti feedback, a je to bilo v redu ali ni bilo v redu in ali to prispeva k njihovemu, k temu, kar oni recimo hočejo narediti izpit pri meni z visoko oceno ali ne, ne. Se pravi, ta takojšnji feedback, kjer postane jasno, ali zdaj to prispeva k temu, kar je njegov cilj. Zdaj, običajno je njegov cilj priti do visokega položaja v podjetju, ne, mislim, patološki narcisi hočejo imeti pač visoke položaje, visok socialni aplavz, dosti denarja, ker to pomeni dosti ugodja in tako naprej, ne. Se pravi, v resnici je treba tu zelo jasno postaviti pravila, ne, pravila je treba povedati vnaprej. In treba je povedati, mislim, pravzaprav je to, mislim, zdaj bom rekla nekaj na videz žaljivega. Moji študenti, ko to rečem, me prijavijo na študentski svet, da jih žalim. Ampak dejstvo je, da je pač zadeva taka, a ne, da vi morate, najbolj enostavno si to lahko predstavljate, kot da imate na drugi strani 4-letnega otroka. Oni so v resnici sicer, bi rekla, biološko odrasli, pa socialno jim mi damo volilno pravico pa tako naprej po 18. letu, ampak funkcionirajo pa kot mali otroci. Zdaj, mali otrok, se veste, kako malega otroka vodite. Malega otroka vodite tako, da dobi nagrado tam, kjer vi hočete, mislim, ko naredi to, kar vi hočete, da naredi. Ne? To je v resnici, saj to je njihova značilnost, to se imenuje strokovno podaljšani infantilizem, ne. Oni se vedejo kot majhni otroci in seveda je zelo napačno, če vi kot vodje pričakujete, da oni zato, ker je star 25 let ali pa 55. Dobro, zdaj 55 je bolj redko star, a ne. Mislim, če ste v Sloveniji, zdaj v Ameriki seveda so stari že tudi 80, a ne. Ampak zdaj pri nas, ne, je narobe, da vi mislite, zato ker je ta oseba pač stara 25 let in je odrasla, ona bo že razumela kot odrasel človek. Ne bo, ker ona funkcionira, kot da je star 4 leta. Ne? To pomeni, da v resnici morate vi kot vodje razumeti, da ta oseba, mislim, seveda, ne smete ga niti slučajno kritizirati, ne smete niti slučajno reči nobene stvari, ki bi jo ta oseba lahko kakorkoli slučajno, ne,
kako bi rekla, razumela kot to, da mu vi ne aplavdirate, ne. Ampak vodite ga v resnici s socialnim aplavzom, z pozornostjo in z koristjo, a ne. To pomeni, aplavdirate takrat, ko hočete. Če oseba dela nekaj, kar je narobe, kaj delate vodje? Vodje praviloma vi to kritizirate, to je narobe. Ta oseba smatra, da je to, da vi njo kritizirate, ona doseže tisto, čemur se reče socialni aplavz, torej vašo socialno pozornost. Njo vodi to, da dosega vašo socialno pozornost. Več, ko boste ga vi kritizirali, ko slabo dela, več bo on slabo delal, zato ker on se bo naučil, da če dobro dela, ga ne opazite, če slabo dela, se pa z njim ukvarjate. Torej ne. A ne, razumete, če oseba slabo dela, mora dobiti nekaj, mora dobiti kazen. To pomeni, nekaj mora izgubiti, kar je za njo pomembno, recimo del osebnega dohodka. Ne? Ali pa možnost v napredovanju, ali kaj takega. Ne? Se pravi, v resnici, ne, takrat, ko pa dela prav, pa morate se vi z njo ukvarjati in povzročati, mislim, to ugodje, ki ga ona črpa iz socialne pozornosti, in hkrati mora pač biti to stopnička, ampak seveda majhna, ne? To je zelo pomembno, ne? Da ne sme biti velika, majhna stopnička k pridobivanju tistega, kar on hoče. To pa pomeni, da bo glavni to on hoče. Super, jaz mislim, da smo dobili nekaj vodil, a ne, kar nekaj zanimivih informacij, s katerimi se bomo najverjetneje še po webinarju sami s sabo ukvarjali pa razmišljali o njih, a ne, tako da hvala za to. Zdaj pa mogoče res čas, da se dotaknemo v bistvu tudi digitalizacije in pa povezane pač z zavzetostjo. Nenazadnje v resnici tudi v teh razmerah odigrala zelo pomembno vlogo. Nekatera podjetja celo pravijo, ne, da takšnih sprememb, kot so jih uspeli v nekaj mesecih narediti, ne bi bilo mogoče narediti v večjih letih, a ne, če ne bi prišlo do covida. Tako da je tudi ta pandemija v resnici povzročila pri nas zelo hitro prilagoditev, ne, kar pa je spet ponovno lahko govorimo o tem, da je tudi tehnologija zelo povezana v resnici z ljudmi, z njihovim znanjem in nenazadnje tudi odprtostjo v bistvu do sprememb. In včasih smo veliko, sploh v kontekstu marketinga, govorili o tako imenovanem customer journeyju, ne, kjer se je podjetje zelo veliko ukvarjalo s tem, kako stranka pride v stik s podjetjem, preko katerega kanala, kako bo zagotovila neko dobro izkušnjo, v bistvu podjetje zagotovilo. Zdaj se pa v bistvu tudi v HR-u veliko pogovarjamo o tem, kako pa ta pravo izkušnjo zagotoviti tudi zaposlenim, ne? Se pravi, od tistega, ki iščemo ta pravi kader za naše podjetje, do tega, da ga spravimo čez nek onboarding, pa do tega, da ga potem tako uspešno vodimo, da je na koncu zavzet, a ne? In mogoče, Marko, vprašanje zate, kaj se v resnici da spraviti v ta digitalni svet, kaj se da digitalizirati, da nenazadnje lahko to vpliva potem tudi na zavzetost. Gre čisto vse, ali se kaj ne da, so kakšne posebnosti? Če govorimo v kontekstu tega, recimo, da employee journey, skratka nekako poti zaposlenega skozi vse faze sodelovanja s podjetjem, jaz bi si celo drzno reči, da v bistvu vse. Ne? Zdaj, mogoče ne z vsakim posameznikom in v vsakem podjetju vse, ne? Ampak gotovo pa gre v to smer, da saj recimo pač tehnološka podjetja, ne, ki smo tle v nekem takem privilegiranem položaju, definitivno, ne, to absolutno, ne. Pač iščemo neke načine in nam to bolj kot ne tudi uspeva, kako pravzaprav cel ta journey speljati digitalno. Zdaj, tisto, kar pa, ne vem, recimo mogoče gospa Vesna, ker to se raziskovalno tega loteva ve, ne, kar pa jaz ne vem, kakšen je zdaj vpliv na dolgi rok. Mi zdaj pač lahko rečemo, da znamo nekoga sprejeti v naše okolje, da mu znamo dodeliti naloge, da ga znamo navdušiti za to, kar delamo in da ga znamo leto ali pa dve obdržati v podjetju, ne. Zdaj, a znamo v bistvu čez 50 let neke digitalne zlate ure deliti za pač 50 let v tem podjetju, a to se sploh da res na tak dolgi rok delati, ali bomo v bistvu zdaj bolj tudi kot delavci postajali neodvisni, pa nekako trgovali s temi različnimi delodajalci, tega pa zdaj ne vem. Ne? Ampak zdaj, če sem nekako jaz danes tisti predstavnik, kako bi rekel, neke najbolj tiste hardcore prakse v podjetju, ne, kakor zdaj izgleda, vsaj mi dejansko znamo peljati celoten proces. Tako, absolutno ne, je fajn
da se srečamo, a ne. Tudi recimo mi zdaj, če sprejemamo neke nove sodelavce, poskrbimo za to, da je vsaj 1 ali pa 2 stika na začetku, da sta v bistvu v živo, imamo to možnost, ne. Ne bi pa rekel, da je to zdaj tako zelo ključno, ne. Da brez tega pa ne bi šlo sploh, ne. Pripomore pa mogoče še k boljši tudi zavzetosti, ne. Je pa res, da zdaj ta, ne, če se malo vrnem nazaj na zavzetost, kako zdaj ustvarjati, ne vem, mogoče še malo starejša generacija se spomnimo, kako smo prišli v neko službo, ne, tam prideš, v bistvu posedete za neko mizo, pol čez 1 teden dobiš računalnik, čez 2 tedna ga nekdo pride sestaviti, a ne, čez 3 tedne izveš, kdo je šef, ne, čez 3 mesece že veš, kaj boš delal in tako naprej. Mislim, s tem danes, tudi če bi bilo v živo, nima noben potrpežljivosti, si pa nikakor ne predstavljam, da bi v bistvu se podjetja danes tako obnašala v tem kontekstu digitalnega do svojih zaposlenih. Mislim, to, da potegneš človeka v skupnost nekih zaposlenih, se mora dogajati od prvega dne, ko si v nekem takem okolju, če ne še prej, ne, in potem tudi ves čas intenzivno in nekako načrtovano skozi celo obdobje, ne. Ok, super. Nina, kakšno povezavo pa vidite vi v bistvu med zavzetostjo zaposlenih pa digitalizacijo procesov? Imate kakšne dobre prakse? Ja, tako bom rekla, v bistvu na več načinov lahko vpliva digitalizacija pravzaprav na zavzetost, a ne. Že z tega vidika, da če je za uporabnike, a ne, različnih aplikacij, zadeva poenostavi njihovo dosedanje delo, bodo že zaradi tega zadovoljni in zelo verjetno tudi zavzeti, ker bojo imeli manj težav, manj izzivov in se bojo lažje posvečali svojemu delu, tako da že samo to načelno lahko vpliva na zavzetost, a ne. Zdaj, če je pa tukaj res izkušnja zaposlenega dobra, ne, in če so v bistvu to različni pripomočki, ki ne samo, da olajšajo delo, ampak tudi pomagajo posamezniku, da se uči, da je znotraj neke zabave, dobro sodelovanje, potem pa absolutno še dodatno se lahko povečuje zadovoljstvo in tudi izboljšuje svoje znanja, nadgrajujejo znanja, rastejo v bistvu ob tem, a ne. Tako da tukaj Mare ve, smo 2 taki dobri stvari naredili, ki se mi zdi, da naredijo oboje, a ne, in olajšajo delo in pomagajo rasti posamezniku. V Petrolu smo naredili coaching platformo, ki je sicer načelno služila v osnovi temu, da bi poenostavili vodenje coaching sestankov. Samo potem, ko je ta aplikacija res zrasla v eno tako končno verzijo, je bilo pa to orodje v bistvu, kjer se je posameznik učil in izobraževal, ker so bile povsod pripete zraven vaje, posnetki in je to dejansko vodilo v bistvu in coacha in tistega, ki je bil coachan, a ne, k napredku, tako da to sigurno ena taka stvar. Druga stvar, ki je pa recimo še bolj zadovoljstvo dvignila, je pa, ko smo naredili aplikacijo Sprejmeš izziv. Ta je bila pa namenjena povezovanju, ker veste, Petrol je pač zelo razvejan z veliko lokacijami, nemogoče bi bilo fizično vzpostaviti druženja in sodelovanja, a ne, tako smo pa prek platforme Agilconove Gekota naredili v bistvu aplikacijo, kjer so se lahko posamezniki prijavljali na zanimive dogodke, nekateri so bili potem tudi fizični, nekateri samo online in smo povezovali v bistvu na ta način celo skupino Petrola recimo. In vse to je bistveno dvignilo pripadnost v bistvu zaposlenih. Ok, se mi zdi, da zanimive 2 praksi, a ne, tudi vsakič, ko govorimo o dobrih praksah ali pa o takih idejah, ne, ali pa o strategijah, ki smo se prej pogovarjali, se mi zdi dobro, da širimo te dobre prakse in se učimo drug od drugega, ne. Kot je tudi gospa Vesna napovedala, nas čakajo zanimivi časi, ne, in je prav, da imamo nek uvid v vse to, kaj je mogoče, ne. Kdaj pa, Marko, se recimo podjetja odločajo za digitalizacijo ali pa da želijo neke svoje procese, ki jih zdaj peljejo čist izven nekega digitalnega sveta, dati v bolj digitalno obliko? Kdaj je tisti moment? Ja, zdaj, tako, danes še zmeraj prevladuje to gonilo, ne, digitalizacija je neka bolečina, ki je tipično povezana z neko učinkovitostjo, z nekimi takimi precej vsakodnevnimi težavami, zmeda z podatki, zmeda z dokumenti, ne, to je recimo en tak prvi zelo pomembno gonilo, ne.
Verjetno bo s časoma čedalje več, ne, to, kar je tudi Nina prej omenila, iniciativ, ki niso vezane toliko na neko učinkovitost, ampak so vezane na grajenje kulture. Ne. Imate že danes recimo med orodji na splošno, tudi recimo našega GEK-a v enem delu na tak način promoviramo, da rečem, da ne gre zdaj samo za neko učinkovitost, ne, ampak v principu gre za orodja, s katerimi lahko držimo ekipo bolj skupaj na nek način, če po domače povem, oziroma gradimo kulturo. Ne. Zdaj, stališča zaposlenega, ne, posebej teh mlajših generacij je pa tako, ne, danes so ta orodja, to je tako kot pohištvo včasih, ne, v pisarni, pač si prišel, si pogledal, kakšen stol imaš, kakšno mizo imaš, ne, kaj so ti dali, ne. Zdaj, te mlade generacije v bistvu tako, v bistvu jim je pomemben, kako nekih, kakšne mislim, katere aplikacije so na telefonu dobili, kaj bojo na zaslonu cele dneve, to ni nepomembno, ne. Kakorkoli mogoče bi se že zdelo taka drobnarija, ampak ni, v končni fazi pa ni nepomembno, s kakšnimi orodji bojo cele dneve v bistvu imeli interakcijo. Ja, se pravi, postaja v bistvu higienika, ne, tako kot smo že prej rekli, že vemo, ne, da so procesi nekako tudi higienik za motivacijo zaposlenih, zdaj pa grejo seveda te procese potrebno pač v neko drugo okolje potem dati, ne. Ampak ključno, res jaz vidim tukaj tako, še veliko možnosti enega razvoja, zdaj lahko gre ta razvoj v zelo napačno smer, ne, z kakšnimi takimi AI algoritmi, ki bi šli izpod kontrole, ne, ampak v smislu tega, da ljudi res povezuje in jim daje nek namen, ne, gradi kulturo, vrednote, ne, tukaj je to zelo tako malo še neraziskano področje. To bomo mogli še ves čas majhen spremljati, a ne. Vesna, a je recimo zdaj to obdobje digitalizacije in vsega tega, kar se v bistvu zelo hitro stvari spreminjajo, bi lahko rekli, da je to pač neka taka meka za vse tiste zaposlene, ki se radi učijo? Ali kaj drugega za vse ostale? Ne, tudi prej, ko smo govorili v kontekstu sprememb, kdaj so ljudje pripravljeni na spremembe, kdaj niso? To gotovo je, ampak jaz mislim, da je tukaj spregledana ena stvar, ki pa je meni kot antropologinji zelo pomembna, in to je, ko ste prej gospoda Markota vprašali, kaj se da zdigitalizirati, je gospod Marko rekel, da se zdigitalizirati vse. Praktično, ne bi se upal reči. Jaz pravim vse razen ene stvari, in to je medčloveških odnosov, a ne. Zdaj, problem je v tem, da zdaj imate vi kulture, kjer medčloveški odnosi recimo niso zelo pomembni, ne na splošno, in potem tudi so v delu manj pomembni, recimo nemška kultura, ne. Imate kulture, kjer so človeški odnosi izjemno pomembni nasploh in so tudi v delu izjemno pomembni, recimo japonska kultura ali pa slovenska kultura, ne. Slovenci smo ena od tistih kultur, ki je najbolj orientirana v odnose nasploh, mislim, od vseh kultur, ki jih poznamo. To pomeni, odnosi so ekstremno pomemben del posameznikovega življenja, ne. Mi lahko vidimo, da so ljudje sprejeli digitalno realnost, vse te pametne telefone, imamo, vse veste, ogromno porabimo časa, oziroma mladi posebej, ne, so v vrhu v Evropi, koliko časa porabijo za to virtualno realnost, ne. Ampak oni jo uporabijo zato, ker s tem izboljšujejo odnose. Ja, se pravi, ker so odnosi pomembni, torej ne, uporabljajo ta sredstva predvsem zato, da izboljšujejo odnose, a ne. In kar je bilo v resnici zdaj zanimivo, kar se je pokazalo v koroni, a ne, ko smo mi v celoti pač prešli na pač virtualne odnose, bi človek rekel, ki ni pa težave s tem, ne, oni so od malega pravzaprav priklopljeni na to, ne, ampak mi vidimo, da otroci v osnovni šoli, otroci v srednji šoli in tudi moji študentje meni poročajo, da imajo zdaj težave. Zakaj? Zaradi tega, ker virtualni odnos ne nadomesti celega človeškega odnosa, ne. In to je težava, ki jo moramo razumeti, a ne, podjetje, če je podjetje domačija, ne, gre vsaj toliko za odnose, kot gre za produkcijo, ne, lahko gre celo bolj za odnose, a ne, gre torej za to, da pač tvoj sodelavec, ko bo tebi avto crknil, ti ga pride popraviti, ko ti zdaj pralni stroj crkne, ti pride drugi sodelavec popraviti, a ne, ko ti nekaj tretjega crkne, ti pride tretji sodelavec popraviti, ko streho na hiši pokrivajo, pridejo sodelavci pokriti, razumete, kaj vam hočem reči, torej, ne, tukaj gre za odnose, ki so onkraj podjetja, ja. In zdaj,
ti odnosi so očitno, teh pa očitno ne morete digitalizirati, ker mene je v resnici, to, da jih za mene ne morete, je meni jasno, ampak to, da jih pa za otroke v osnovni šoli ne morete, da oni pogrešajo odnose z sošolci, da pogrešajo odnose z učitelji, a ne? Ne, to pa je v resnici mene, da srednje šolci to pogrešajo, da študenti moje zdaj poročajo, da to pogrešajo, ne. Vse drugo gre, ampak ne, to pa zdaj ne. Namreč, veste, odnos na delu ni samo delo. Odnos na delu je delo plus človek. Ne, razumete? In zdaj tega vi ne morete zdigitalizirati, ne. In zato je to, kako bi rekla, treba razumeti, da je to pri nekih kulturah, se vam pravim, ki niso zelo orientirane v odnose, recimo Nizozemci ali pa Nemci, mogoče tako ni pomembno to zelo, ne. Pri Slovencih mi smo pa ekstremno orientirani v odnose, samo mislim, da fidžijanska kultura, pa mogoče še katera je tako zelo orientirana v odnose, kot smo mi, je pa to resen problem in se je treba tega zavedati, ne. Se pravi, mi en del lahko spravimo v digitalizacijo, ampak se vam pravim, delo ni samo produkcija produkta, ne. Med delom se mi srečamo s sodelavcem, ga vprašamo, kak je mož, ona mi pove, da jo je prevaral, ona mi pove, da jo je prebutal, ona mi pove, da se bo ločila, ne, ona pove, da ima otroka, bi rekla, bolanega, ne, ki ima vročino in tako. A ne veste, torej zdaj ne pokazalo se je, ravno korona je pokazala, da ta del, a ne, tega dela pa zdaj digitalni svet ne more kopirati, a ne. In to je tisto, kar ljudje dejansko pogrešajo, ne. In to je tudi tisto, kar delovno mesto dela za domačijo. Ne, ko sem jaz delala intervjuje za zablode postsocializma, sem vprašala eno nekdanjo delavko v eni tekstilni tovarni v Mariboru, ne, mislim, ona je rekla, mi smo se imele perfektno, me punce smo se imele perfektno. In ona je točno to rekla, ne, mi smo vse vedele o življenju druge, brez smo si v podporo, razumeš, če te mož prebuta, smo mi prišli in smo mu povedali, da sam še enkrat naj ga bomo mi prebutali in tako, ne, v tem duhu, razumete? In potem so imeli direktorico, ne, ki je ona rekla, ne, naša direktorica je bila perfektna, ona je vsaki dan zjutraj prišla v halo, vprašala vsako punco, je vedela, kako se piše, vprašala jo je, ne zdaj, kaj jaz delam, ampak kak je doma, kaj se je tvoj otrok pozdravil, kaj tvoj mož se je že pomiril, ali kaj, razumete to, ne? To je zdaj tisti del, ki je Slovencem ekstremno pomemben in ga ne morete digitalizirati, ne? To je zdaj. Danes smo kar majhen bolj spoznali Slovence, ne? Mogoče še Nina, Marko, lahko še tole pokomentirata. Pristala na to vabilo, ne? Ker jaz pač razumem, da pač vi prihajate mogoče vsi skupaj iz čisto drugega sveta, ampak jaz tudi, ko sem recimo predavala, ne vem, gospodarski zbornici Dolenjske, kjer je bil Colarič zraven in tako, ne, sem jaz pač vedno videla, da to, kar v resnici poslovnemu svetu manjka, je razumevanje tega, ne, da razumeš, kdo so Slovenci. Ne moreš ti podjetja skreirati, ravno tako kot jaz ne morem učilnice skreirati ali pa v šoli dobre šole skreirati, če ne razumemo, kdo so ljudje. In mi smo v postsocializmu padli v to, da prenašamo zahodne prakse avtomatično, zato ker na zahodu delujejo, ne. In dostikrat je ta prenos napačen, ker Slovenci pač nismo recimo Švedi, Nemci, Avstrijci ali kdorkoli, ne. Tako da je treba vedno pri tem prenašanju biti zelo pazljiv in treba je pač paziti na to, ne, kaj je v resnici kompatibilno s tem, kar smo Slovenci, ker drugače, če mi prenesemo eno prakso, ki recimo zunaj lahko je perfektna, ampak ni skladna s tem, kdo so Slovenci, bo vir težav v podjetju, ne. Tako kot je v družbi vir težav parlamentarna demokracija, je vir težav. Zakaj? Zato, ker ljudje ne morejo sodelovati. Jaz sem jim že 100-krat povedala, če vi hočete, da parlamentarna demokracija deluje, morate peljati zraven paralelno neposredno odločanje. Ne, zdaj bi morali imeti ljudje možnost, da te tri pač poslance, kako bi rekla, Desusa, ne, ki so se pač poskrbeli za svojo plačo, ne pa za demokracijo, torej so izdali mnenje baze, ne, ki jih je izvolila, oni bi mogli biti na odpoklic. Tisti moment, ko bi oni bili na odpoklic, bi demokracija delovala, zdaj ne deluje.
Razumete? Zdaj ne morete vi zdaj, če v Britaniji deluje ali pa v ZDA pri nas deluje. Ne deluje. Zato, ker je to pač drugačen, ne? Ljudje imajo neke druge standarde, kako se je treba vesti in kaj je tisto, kar je potrebno. Ne? Tako da mislim, da to je pravzaprav bil razlog, no? Če sem to dosegla, da ste rekli, da ste malo bolj spoznali Slovence. Ja, mislim, zagotovo. Jaz mislim, da ste danes kar dali majhen ta vpogled. Korana, kakšni so pa kaj komentarji? Mogoče vmes bi dovolila oziroma bi si želela še Nina pa Marko, če mogoče majhen pokomentirata tudi ta vidik. Vmes pa potem Korana še majhen vprašanje, če pogledamo, pa da vidimo. Mislim, da je kar nekaj tudi zanimivih vprašanj, da jih ne pustimo publike na cedilu. Ja, tule imamo v bistvu eno vprašanje, ki se navezuje tudi na digitalizacijo, pa ga kar omenim. Sabina sprašuje, kako lahko s pomočjo digitalnih platform spreminjamo navade zaposlenih in predvsem, kako vemo, da smo uspeli. Nina, boste mogoče vi začela? Lahko, a ta odgovor Sabini. Evo, Sabina je tista, ki je to coaching platforma, o kateri sem govorila, tudi bila njena avtorica v bistvu. In ja, jaz verjamem, da točno s takimi platformami se da navade v bistvu spreminjati, ne. Če že sama platforma spodbuja v bistvu sodelavce, da vztrajajo pri določenih spremembah, potem verjamem, da sčasoma to preide v navado in lahko pomaga, ne. Še kakšno vprašanje, Korana? Ja, imamo vprašanje še od Luke, kako lahko Slovenci funkcioniramo kot zaposleni v multinacionalkah, tole po moje bolj zavestno. Ja, torej, to vprašanje je takšno, da večina Slovencev, torej tisti, ki so tradicionalno socializirani, so tako že AD Directed je odličnih za korporacije. Korporacije delujejo po AD Directed logiki, tako da v resnici, tudi že osnovna napaka, ki smo jo mi naredili pri prehodu v postsocializem, torej prostotržni kapitalizem. Oprostite, to je popolnoma za Slovence neprimerno. Slovenci so se že zdavnaj naučili skozi zgodovino, da človek sam ne more preživeti. Torej preživiš kot član proizvodne skupine, torej sam ne moreš, nimamo mi te lekcije, da bi sam lahko preživel. Se pravi, mi bi v resnici, tudi zgodovinsko bilo napačno, torej mi bi, če bi štartali o prehodu v korporativni kapitalizem namesto prostotržnega, bi bilo to prvič, mislim, bi rekla, z zornega kota globalnega svetovnega kapitalističnega ustroja primerneje, drugič bi bilo pa bolj primerno za Slovence, tako, ja, korporacija je nekaj, kjer Slovenci lahko funkcionirajo, Krka, razumete? Mislim, Colarič to razume. Mislim, jaz sem njemu rekla, da ga na vsakem takem srečanju vedno zlorabim, potem se je on režal in sem rekla, je rekel, kako me pa zlorabite, sem rekla, jaz vas zlorabim, ker pač v enem intervjuju že leta nazaj, ko so njega vprašali, zakaj on ni lastnin Krke, je on rekel, zato, ker bi bilo meni boljše, delavcem pa slabše. Jaz bi imel več, delavci bi imeli pa manj. In sem jaz rekla, evo, to je slovenski pristop, razumete, plus tega se veste, da ima on vino in tam tiste trto prideluje, čeprav si lahko kupi katerokoli vino. On razume, da ti moraš delovati tako, kot zaposleni cenijo, da deluješ. In zdaj dober vodja korporacije to razume. Zato torej korporativni kapitalizem v korporacijah Slovenci praviloma dobro delujejo, zato ker korporacije so AD Directed in Slovenci so tudi AD Directed in to zdaj je skladno s tistim, kar je gospa Nina rekla, da torej iščemo skladnost med podjetjem in, kako bi rekla, zaposlenimi. Vidimo, da dostikrat zaposleni dosti slabše delujejo v malih podjetjih, družinskih, kjer v resnici lastnik ne deluje kot timski človek, ampak deluje, vi ste moji sužnji, Mislim, to, oprostite, to zdaj Slovenci, to se je v direktnem nasprotju s tistim, tudi jaz sem človek, plus tega oni sebi kupijo avto, njim pa ne plačujejo socialnega zavarovanja in tako naprej, oprostite, in potem so meni povedali zaposleni v teh podjetjih, da oni se pač potem v takem primeru lotijo strategije, ne more on mene tako slabo plačati, kot jaz lahko slabo delam, in potem jaz seveda je popolnoma jasno, da ne morete imeti delujoče ekonomije na osnovi takega pristopa, Tretji tip so pa patološki narcisi, ki so pa posebna poglavja. Tako da zdaj generalno, kako zdaj Slovenci lahko delujejo v določenem tipu podjetja ali pa določenem tipu kapitalizma, spet ne morete generalno povedati, ampak so določeni segmenti ali pa določeni tipi podjetij, kjer posamezni
tipi Slovencev, lahko zelo dobro delujejo. Ja. Okay, super. Mislim, da smo dali odgovor na to vprašanje. Marko, mogoče še tvoj komentar na tole zanimivo debato? Ja, odnosi, tehnologija. Misel, tudi ko mi zaposlujemo ali pa izbiramo sodelavce in tako naprej. Ne, pač, jaz vsem mislim tako, me zanima, kaj si recimo gospa Vesna misli, ne, da zdaj, ko rečemo Slovenci, to vsem ne pomeni vseh tistih 2 milijona pa še nekaj Slovencev. Ne. Ampak da smo Slovenci med sabo različni, nekaj pa prevladuje. Skratka, mogoče lahko, ne vem, zdaj čisto konkretno, ko nekoga sprejemaš v podjetje, pričakuješ več takih, ker si v Sloveniji, kot pa mogoče, če bi bil na Nizozemskem. Ne. Tako da pač, ne vem, recimo, ko smo imeli prej debato o tem, kaj pravzaprav zaposleni, kako jih v bistvu angažirati, ali v principu na ta bolj princip lastnih koristi ali koristi organizacije. Ne. Jaz sem recimo z vsakim človekom pravzaprav tako na začetku malo poukvarjam, zakaj želi delati pri nas. Ne. Zdaj dejansko na te narcise nisem toliko pomislil še nikoli, tako moram zdaj še malo pomisliti, kako pravzaprav si sploh odgovoriti na to vprašanje, ne. Ampak dejansko me pa to zelo zanima na začetku, zakaj bi kdo želel delati pri nas in kje je tisto win-win, tako nekako. Na začetku niti ne gledam zdaj kot podjetje, kot neki velizga in nek majhen posameznik, ki bo zdaj skočil na to ladjo in se potem prilagodi, ampak kot dve neke take enakovredni entiteti, ki morata najti nek win-win, v tem primeru. Ne. Zdaj, ta win pa, kot sem danes vedel, je lahko na drugi strani zelo različen, tako da to moram še malo sprocesirati. Mislim, da imamo vsi danes veliko da sprocesirati. Predno mogoče še gremo na kakšno vprašanje publike, pa naredimo neke take sklepne misli. Bi jaz pa vsem, Kora, na tebe pozvala, na začetku smo si nekaj obljubila naši publiki, eno nagradno igro in mislim, da bodo imeli možnost, da dobijo enega novega hišnega ljubljenčka. Boš kaj več nam izdala? Ja, mislim, da je zdaj že pravi čas, da malo več o tem tudi povemo. Vabljeni ste, da takoj po dogodku obiščete našo Geko HRM LinkedIn stran, kjer bo potekala nagradna igra. Povezavo do nagradne igre bom delila v okno za chat. Na LinkedInu vas bo čakal kratek povzetek do današnjega dogodka. Vi pa ga dopolnite z vašimi pogledi in vtisi. Delite z nami in širšo publiko, kaj je bil danes tisti vaš aha moment. Mi pa bomo izmed vseh komentarjev žrebali nagrajenca, ki bo prejel Geka. Naš Geko že nestrpno pričakuje novega lastnika. Evo ga. Krasno, super. A imamo potem še kakšno vprašanje, Korana, iz publike? Mislim, da zaenkrat smo vse odgovorili. Če še kdo ima kakšno vprašanje, pa ga nismo naslovili, je seveda vabljen, da ga pošlje, ampak zaenkrat je to. Ok, potem pa jaz mislim, da smo nekako uspešno prispeli do konca. 3 minutke še imamo in bi za vsakmu gostu dala mogoče manj kot minutko, zato da se jaz potem lahko še poslovim, da eno tako sklepno misel naredimo, en tak take away za vse udeležence v smislu, zavzetost, odnosi, Slovenci, tehnologija, kako zdaj to skupaj dati pa narediti ene dobre strateške usmeritve tudi v HR-u, da bomo lahko imeli zelo zagrete, zagnane, učinkovite zaposlene. Nina, boste začela. Ja, mogoče bom pravzaprav res zelo kratka pri tem zaključku. Jaz vidim ogromno priložnosti v digitalizaciji in nam lahko super pomaga. Seveda pa verjamem, da predvsem v primeru, da bo res človek v ospredju. Se mi zdi, da to dati človeka v ospredje je ključno. Super. Marko? Ja, če tukaj nekako nadaljujem, ne vidim, da je to neka vojna med človekom in tehnologijo ali pa digitalizacijo, da človek lahko tudi kot človek mnogo pridobi s tem, če se na tega na pravi način lotimo. Nekako na svet vsem, ki razmišljajo recimo o digitalizaciji, je, da bodite pri tem ambiciozni v tem smislu, da digitalizacija ni samo nekaj, da malo uredite, pa povečate učinkovitost, pa mogoče malo zmanjšate stres, ampak da naredite neko novo kvaliteto, da v principu
podjetje tudi v smislu zavzetosti, kulture, vrednot dvignete na nek nov nivo, ne, s tehnologijo. Ne. To se danes že kar da. Krasno. Vesna, beseda je vaša. Ja, hvala. Jaz bi samo nadaljevala, kar sta rekla moja dva predhodnika. Vse to drži, ampak kot sem rekla, podjetje, tehnologijo in posameznika lahko povežete samo, če res veste, kdo Slovenci dejansko so. Tako da mislim, da se je treba malo tudi s tem poukvarjati. Krasno. Mislim, da smo danes dobili res tak pomemben uvid tudi v ta vidik, tako da hvala lepa. Jaz mislim, da smo zdaj pa res prišli uspešno do konca. Še enkrat hvala vsem trem gostom za vse, kar ste danes delili z nami in seveda hvala tudi vam, da ste skupaj z nami ustvarili zanimiv in verjamem, da koristen dogodek. Vabljeni seveda, da nas spremljate tudi v prihodnje. Vkolikor pa boste razmišljali o digitalizaciji procesov v vašem podjetju, pa smo seveda z veseljem na voljo, z veseljem bomo delili naše dobre prakse, znanje in rešitve. Jaz vam želim prijeten preostanek popoldneva, zunaj je sonce, tako da je čas, da ga še malček ujamemo. Lep pozdrav vsem in še enkrat hvala gostom.